Vesolje po ženi, sem rekla za začetek. Lepo vas pozdravljava, tokrat z Mojco. Živijo. Mojca, ful sem vesela in hvaležna, da si rekla, da se strinjaš, da tole posnameva. Ti si hvaležna, jaz sem hvaležna, da sem jaz speljala skozi ves ta proces. Kakšen proces? Proces manifestiranja moje hiše in uresničitve mojih sanj. Ja. V samih 2 letih. V samih 2 letih. Odločili smo se, da to podeliva z vami. Ne zato, da bi pohvalili Mojcino manifestacijo, pa tudi malo zaradi tega v resnici, da se potrepljaš po rami, ampak predvsem zato, da pokažemo tudi drugim, da se da. Je tako? Točno tako. Ja. Da vsak zmore, če si zaupa vesolju, meri. Ja. Ja, ok. V glavnem, kje začneva? Na začetku? Na začetku, Kje si živela prej, kaj so bile tvoje sanje? V bistvu sem živela tako, iz podnajema v podnajem. Enkrat se je pa samo porodila neka ideja oziroma vprašanje, kje bi jaz živela. No in tam se je vse začelo. Samo pri vprašanju oziroma nekaj si najdi zase svoj dom. Samo preleteli je. Odlično. In kaj pa? Pa si že hitro skočila ti. A to hitro samo? Zelo hitro, ker eno drugo vprašanje sem v bistvu imela glih okoli teh energij, okoli teh duš. Pa reče Ajda, mama, meri, ti bo se razložila. No in takrat si potem prišla k meni ti. Ok, tako je. Ja, tako je. Ja. Torej, imeli smo srečanje, imeli smo v bistvu medijstvo, Tako je. ki ni bilo namenjeno tem tvojim sanjam, ampak pač čist medijstvo, komunikacija s tvojimi dragimi preminulimi. V bistvu je bilo samo eno vprašanje, kako te duše funkcionirajo. Okay. Tukaj me je zanimalo. Ne, iz tega se pa vse nekako razvilo. Razpletlo. Ja. No, to je tisto, o čemer jaz velikokrat govorim, da dobimo informacije takrat, ko je za nas pravi čas. In točno tiste informacije, ki jih pač rabimo dobiti. Točno tako. Mene je najbolj fasciniralo, ker sem imela na listu 3 stvari napisane. Ta tretja stvar je bila napisana, kje bi jaz živela. In ko imava midva že en čas to najbolj medijstvo, jaz takole s kemikom podčrtujem vprašanje, ti si stala nekje 2 metra od stran z litom v naročju takrat, in ti rečeš, no, kje bi pa ti živela, se pa že en čas sprašuješ. Jaz pa pogledam na list in meni piše, kje bi jaz živela, ti pa rečeš, no, kje bi pa ti živela. Direkt si prebrala, čeprav nemogoče z 2 metrov moje pisave v kontrasmeri ne moreš prebrati. In mi je res takrat, wow, ko strela z jasnega, ok, nekdo je prišepnil na uho, mojo željo, moje vprašanje. Ful mi je všeč, da tole snemava, zato ker dejansko jaz se vseh teh stvari ne spomnim. Jaz se spomnim obiska pri tebi, vem, kje sva bile, vem, da sem imela Vito sabo, danes imam Oliverja. Tudi to je ena lepa manifestacija, ki se je zgodila. Ampak, ja, kot si rekla, nekdo mi je prišepnil, nekje sem prebrala. To lahko v tem trenutku pač poveva, da v bistvu gre za branje energij. Tisto, kar pride iz vesolja skozi kanal. Včasih ni nujno, da nam stvari prišepnejo duše, ampak enostavno preberemo iz našega biopolja, naše energije, prejmemo v bistvu skozi kanal to informacijo. Katerega del so tudi te dušice? Definitivno, katerega del so tudi naši preminuli, tako, točno to. Ok, in kaj sva takrat ugotovili? Se spomniš? Jaz se ne. Ja, jaz se spomnim in veš, kolikokrat sem ta posnetek poslušala in vsakič nekaj novega slišala in neka nova ideja. Skratka, tako sem hotela zvedeti, kaj od tebe, kje in kako in izvleči iz tebe oziroma iz vesolja. Iz vesolja? Preko mene, od zgori dol. Sem hotela izkoristiti, da mi ona pove, pidi tja na tisti naslov in tam boš nekaj našla, ne? Ampak v glavi je bilo polno stvari. Ali kupim podnajem, ali kupim nekaj stanovanjcev v bloku, ali bi, ne vem, hiško imela tam, ona tretja, ali kaj, nisem imela pojma, kaj bi imela. In Meri reče tako, ko boš točno vedela, kaj si želiš, bo padlo z neba. Pa sem rekla, dobro, kje pa naj iščem jaz to, kar bo padlo z neba?
in rečeš od Horjula pa do Podpeči. In kaj sem naredila, ko je meni šla? Itak, internet, nepremičnine in iščem. Od Horjula do Podpeči. Ja, in itak ne najdem. Zakaj? Ker nisem vedela, kaj iščem. In sem to počela še ene par dni in sem rekla, dost imam, ne da se mi, utrujena sem od nekega iskanja, ko ne vem, kaj iščem. In pa je bil posvet z mojim sinom in z mojo Ajdo in z onim in s tretjim, kaj bi jaz. In moj sin mi reče, mama, zakaj bi kupovala neko podrto hišo, nek vikend, pa noter dala ne vem koliko denarja še za prenovo. Kaj, če bi si ti kar hiško, nekje eno parcelco, pa ga eno hiško postavila? Jaz, kje pa sem sposobna jaz kupiti parcelo, s čim? S tistem malem našparanjem na računu, so rekli, tako ne bo šlo, ampak ok, na koncu moj sin je zelo meni zaupa in je rekel, mama, to boš zmogla. In ko sem jaz vedela, kaj si želim, na konc travnika hiška in za hiško gost, se je to zgodilo. Prišla sem iz Izole, šla na kavč, vzela mobitel, poiskala nepremičnine, ker sem dobila informacijo, išči za plana. In sem rekla, ne, za plana ne bi šla, za plana, išči za plana. Odprem, najdem 2 parceli, evo. Ena je tak. Odlično, na tem mestu bi rada poudarila to, da je tudi tvoj sin v tistem trenutku tebi kanaliziral. V bistvu na nezavedni ravni je prejel informacijo, ki si jo ti takrat rabila slišati, o kateri sama mogoče nisi upala razmišljati in on ti je to povedal. Če to ne bi bilo možno in izvedljivo, on te informacije tebi ne bi predal. Zanimivo. In druga stvar, tudi ti, ko si rekla, in potem je kar nekaj začel odzvanjati za plana, to je bila spet tvoja intuicija, spet tisto, kar si ti zaslišala, začutila, zaznala, kar ti je vesolje vrglo skozi tvoj kanal, zaradi tega, da si se v to usmerila. In evo, danes smo v Zaplani, v tvoji čudoviti hiški, do katere pa pol vsem bila kar napolna pot. 2 leti v bistvu kratka pot, ampak ja, kar naporna. Ni padlo z neba, padejo ideje z neba, padejo namigi, potem pa je na nas, jih slišimo ali ne. Točno to in ali se sploh podamo pol na to pot. A si upamo, ali si ne upamo. Imamo dosti zaupanja, dosti vere v to, da če nam je vesolje to pokazalo, namenilo, da smo mi to sposobni. Tukaj je tisti moj stavek, če ne bi zmogel, ne bi bila bil, kjer si. Je tako? In mislim, da je bil to stavek, ki si ga ti z mojih ust največkrat slišala. Je tako? Ja, ali prebrala, ali slišala. Če ne bi zmogla, ne bi bila, kjer si. Vsi se spomniš, mogoče kolikokrat sem te poklicala? Pa to za se minutko, spomnim. za 2? Ja. Pa a bo voda, a ne bo voda, a bo se to speljalo, a se ne bo, a bojo finance. Mene je rekla, zaupaj. Ja. Se pa recimo spomnim še tistega našega druženja z Dušami Pozemeljsko, tisto jutro. Tisto se mi zdi tudi, da je bilo eno tako mogoče na svoj način prebojno. Tudi takrat je bila še ta voda v igri, če se prav spomnim. Tako, ja. In ko s tem namenom sem prišla. S tem namenom sem prišla. Tako je bilo zanimivo, ker na koncu si nam dala karte povleči. In katero karto sem jaz odprla. Situacija je ugodno razrešena. Ta situacija je že razrešena. V razlagi je pa, da je ugodno razrešena za vse vpletene. Ta voda mi je bila res problem. Ali je kopati 120 metrov do hiše, ali se priklopiti 2 metra stran, ker so bile res prepreke zaradi enega soseda. In to karto potegnem ven nad Angela Mihaela, ki je bil kot nek svetnik. Od zadaj je voda, on je eno lučko in meni so šli mravljinci, so rekli, itak je rešeno. In potem je dejansko bilo rešeno v enem tednu, ampak ne na način, katerega sem jaz mislila, da bo rešeno. Ker seveda, ko je ta karta prišla ven, sem rekla, da jaz sem do tega soseda vsa navdušena, on bo meni podpisal izjavo, da se jaz lahko na vodo priključim. In ko prijem jaz na njega, na zid, ne betonski, železen zid, ne boš dobila. Ampak kako, če so karte rekli, da je situacija že razrešena? Veš kako, po 20 minutah moledovanja in skoraj na kolena sem šla, da bi mi on ta podpis dal.
pa plačala bi mu vse, ni hotel nič, mi on na koncu reče, mene ne zanima, obrnite se na občino, me ne zanima. In jaz prijokam do avta in meni odmeva občina. In naslednji dan se obrnem na podžupana, ki je svetnik bil in so rekla, ok, na karti je bil na Angel Mihaj kot nek svetnik, ta je svetnik, ok, idemo to skupaj povezati. In če bo kdo bo rešil ta. In je rešil v 2-3 dneh, jaz sem je navadil, da je. Tako da ja, uredijo se stvari, ne tako, kot si mi želimo, po tej poti, ampak se uredijo tako, kot si želimo, na koncu je rešil. Uredijo se. Tako, ja. Ja. Ampak še vedno pod pogojem, da mi delujemo. Če ti vsega tega ne bi naredila, če ti vse ne bi šla do tega soseda, bi lahko kopala 120 metrov. Težko je bilo bolje. Ja. Ponižala sem se, ja, ampak sem verjela v tisto karto, ki sem jo videla, da je voda rešena. Ja. Da ne govorimo polno znakcev, vodna kapljica v obliki srčka, kar se mi je zdela nerealna. Polno znakov, polno, do te poti je bilo polnenih znakov, ja, uredilo se bo. In zaupaj. Danes pijeva čaj iz vode, ki je pritekla po vodovodu. Ja, tako. Hvaležni, ja. Hvaležni, zelo hvaležni. Voda je bila zrihtana. In pol? Voda je bila samo en delček, ja, in pol je bilo tukaj gradbeno, in pol je bila ureditev parcele. In kako urediti parcelo? Seveda jaz v mislih bo tako, z malo denarja, na koncu je bilo tako, z veliko denarja. Pri tem, da če se prav spomnim, je bil problem še pri izvajalcih. Izvajalci, ker ni prišel, se ni javil, se ni prišel. Sem rekla, ok, če se mi ne javi, je že z nekim namenom in sem vzela ta drugega, ki se je izkazalo, da je boljši, da mi je naredil še več stvari. In vse en izvajalec, tam bi jih mogla iskati veliko, tako da ja. Odlično. In potem se je zgodila ideja o kakšni hiški? Skeletni hiški. Ideja je bilo ogromno. Ki so ti jo zrisali, kot tvojih želja. In ko je bila plata narejena, prišli, hiško postavili. Pripeljali, postavili, sestavili in evo, tole noter smo zdaj. In to je postal moj dom. Dom mati Mojce. Tako. Ja. Ko sem prvič prišla sem, prejšnji teden, vse kocino sem šla po koncu, mravljinčar me je, tako kot me mravljinč zdaj. Res sem vesela za to, da si toliko močno zaupala. Viš, kot sem res pripravila. Česa? Robčkov, ne? Ja, da si toliko močno zaupala v to. In že zdaj smo govorile, da včasih rabimo ob sebi samo nekoga, ki s tabo verjame. Mogoče ti kdaj kdo reče, se ti bo ratal, pa v bistvu ne verjame toliko v to, kar ti prepričljivo to reče. Verjameš ti, tako, kar je nekdo rekel. In se mi zdi zelo pomembno, da na takih poteh, ko si nekaj tazga želimo ustvariti, kar res ni enostavno, imamo take ljudi ob sebi. Hkrati pa, kot ste večkrat slišali, je res pomembna ta vera oziroma zaupanje, pa potrpežljivost, da če je nekaj namenjeno in gre v tej smeri, se bo zgodilo. Včasih traja malo dlje časa, včasih po čist drugačni poti pridemo pač do nekega cilja, ampak tako ne obupati, ampak vztrajati moramo. Velikokrat sem te slišala reči, dušice moje. Ne? Še vedno jim rečem. Še vedno rečeš. Energiji, karkoli je, rečem, ja. Tako. Tukaj bi želela podeliti, da, kar se tudi tu zadnjič pogovarjale, da v bistvu včasih se obrnemo na naše preminule, na naše ljubljene, pa v resnici oni kot osebe, ki si jih mi predstavljamo, ne naredijo tega, kar mi mislimo, da naredijo. Definitivno energijsko že pomagajo, ampak niso oni, ne vem, te pripeljali do soseda, da si ti pač naredila prvi korak. Ampak so pa imeli verjetno prste zraven v tem smislu, da si čutila nek vzgon, napej, to energijo. Neki znaki so bili skozi, neki opaziš. Vodena si bila. Tako vodena si, tako. Kaj bi kaj za roko verjel, pa pa pokazal malo, tja pogled. Ja. In lahko se obračamo na naše preminule, naše dušice,
S tem namenom, že zaradi tega, ker ko mi, recimo, zdaj bom spet pač izhajala iz svoje stare mame, kaj tudi verjetno pač vsi poznate v vseh mojih zgodbah, ko pač rečem, joj mama, mi lahko pomagaš, je vera v to, da se bo nekaj zgodilo, veliko močnejša lahko, kakor pač rečem, joj vesolje. Ja, tako je, bolj posebno je. Ja, in se mi zdi bolj pomemben, da vsem jasno ločimo, da ne morejo zdaj duše za nas narediti vsega, kar pač moramo mi narediti tukaj, pa da ne morejo narediti, no da je res, na zdravje. Ja, no, on zna še hvala reči. In da ne morejo v bistvu duše narediti vsega tistega, kar v resnici naredi tudi vesolje. Lahko so pa, če ne zmoremo v taki meri zaupati vesolju kot univerzalni energiji ali pa Bogu, če lahko tudi pač tako rečemo, da se obrnemo na naše duše, naše drage. Ampak spet, ne moramo jim dati pa navodili, tako naredite. Ampak lahko pomagate. Hvala, ker pomagate. Tako, da si hvaležen vsak dan. Ja. Meni je bilo nekaj fascinantno, ker jaz sem se lotila tega projekta z mojo plačo, diplomirane medicinske sestre. To sem še hotela vprašati, ja. O moj Bog, jaz se dostakrat vprašam, a si ti to resno mislila, ali kako si ti to mislila s plačo to speljati? Ampak, ne vem, kar verjela sem, da bom, ampak samo plačo mi ne bi uspelo. Dobila sem ponudbo še za delo. In najprej sem rekla ne, ker je to v zdravstvenem domu, ker sem že prej delala in sem šla ven, ne bom še se vračala nazaj. In čez mesec dni sem dobila še z druge strani za isto delo. Se pravi, sem rekla, ok, če ste mi to zdaj pripeljali že dvakrat, pa mi pomeni, da jaz to moram sprejeti. Brez tega jaz ne bi smogla. Ne ve. Ja, Vmes parkrat skoraj izgorela, ampak ok, sem se pravi čas ustavila, da sem še tukaj in da lahko uživam zdaj to. Ja, tako je to. Ja. Mišla sem za ene plače, mogla biti še ena plača zraven. Ampak je bilo poskrbljeno. Je bilo poskrbljeno, da sem jaz do tega prišla, čeprav sem se v začetku upirala, ne, še z druge strani, ki bi rekla šala. In sem ga stavila še drugo lice. Ga slišala, sprejela. In zdaj ne delaš še živih služb? Delam še, po mojem, do novega leta, ampak tista druga je zminimalizirana, ker sicer bi izgorela. Ampak bo šlo, zdaj bom speljala. Bolj neskromno, ampak bo šlo. A je ta skromnost zdaj ovira? Ne. A uživaš? Lej, vse imamo. Vse je. Še eno stvar bi rada izpostavila. Na tistem druženju je prišlo še eno sporočilo, ker si rekla, da si želiš žival. Ampak da ne moreš zdaj imeti in tako naprej. Ja, res. Lahko povem? Prosim. Čisto na koncu najne tele seansice, srečanja, kakorkoli, sem jaz rekla, oziroma vprašala sem za eno mojo dušico, mojo Iro, mojega rešenčka kuška, ki je moj srček, kako in kaj je. No, in potem reče Mary, ker sem rekla, tako si želim še eno dušico spet rešiti, eno živalco, kakšno revčko, boščko, kakorkoli, ki bi rada moja pomoč. In reče Mary, no, rekla je, najbrž moja Ira, je rekla, da enkrat pride ena živalca in tako si rekla, ne vem, ali bo kuža ali bo pes, se pravi, bo kužik ali bo kužek, ampak pride, je rekla, ne še zdaj, ko boš v novem domu. To sem ti rekla na najnem prvem mestu. Tako, na prvem, ne, to je na individualne. Ja. Rekla si, da pride ena živalca, ki nam spremeni življenje na boljše. Oj, sem kar jokala. Babi zvezda, kje si? Nekaj imam. Peli zvezdica. Pridi se sem pokazati, kje si? Bučman. Tukaj ga imamo. Aha, evo ga. Ne, on zato zdaj ne bo Evo ga, tukaj je naš fantič. In dejansko pršil je na tako nerealen način. Moja Ajda pred enim tednom, predno sem jaz ga zagledala na Facebooku, mi reče, mama, pa vzami ti enega kužka, pa vzami, takrat sem našel pod najemu in za 2-3 mesece sem se imela za preseliti sem.
In da rečem, ajde, ne morem. 2 šihta, na pol izgorela, v podnajemu sem, hišo gor delam, ne zmorem, če cel dan delam, še psa imeti. Po enem tednu moj partner objavi tega buksena dol, čisto nepokretnega, praktično je bil bošček. Koma je hodil, 2 koraka padel in jaz ga zagledam in rečem, to je to. Ni bil en mesec, čez 2 tedna, 3 tedne, jaz sem kužka imela pri sebi. Rešil me je, kar bi jaz izgorela. Rešil te je pred izgorelostjo in ti si njemu rešila življenje. Ja, tako. Oba dva sta si rešila življenje. Jokam. Od hvaležnosti. Od hvaležnosti. Od A ne radi. On je tudi tako hvaležen kuža. Bojim se solzito brisati. Obriši solzico. Sreče. Solzice sreče, solzice hvaležnosti. Jaz mislim, da je tale dom veliko bolj poln, predvsem je pa poln ljubezni. Res bi se ti rada zahvalila, da si bila pripravljena deliti svojo zgodbo. Verjamem, da bo marsikdo, ki bo tole poslušal, ki je to poslušal, ki ste to poslušali, z večjim zagonom šel v svoje sanje, z večjim zaupanjem. In jih realiziral. Ker je možno. Res in da bo potem lahko, tako kot ti, v eni taki čudoviti ljubezni. Na robu gozda. Na robu gozda, ob potočku. Ja, še potoček, ja. Jaz bi še nekaj povedala. Prosim. Ko sem jaz to parcelo našla, je spet tako vse skupaj bilo zanimivo, kako je to prišlo. Da sem prišla do lastnikov, ki sem jih našla preko Facebooka, ker je to neka agencija prodala. To je bilo res tako, kar je ena granatna bomba, kako bi se temu reklo. Atomska bomba, ki kar sledili so si dogodki, kar nekako iz roke v roko so šle pač razvoj teh informacij. Ko sem jaz prišla do parcele, je bila parcela popolnoma zaraščena. Nisem videla od enega konca do drugega. Bila je tako kot eno smučišče za otroke, mislim tako viseče. Ampak ko sem prišla gor, sem rekla, to je to. In to je tisto, ko začutiš, ta prva stvar, ne pa, ko začnejo možgani, joj, kako bom pa to, ne, to, kar začutek temu, dajte slediti. Ker je tisto občutek, ta prvi, čist iz dnu duše, ne pa iz možganov. Ja. In čim manj predlevati, vršte se v situacijo. Ne glede na to, kakšna je. Tako. A je to hiša, je to nova služba, je to nov posel, a je to družina, a je to kuža, ki ne mora hoditi, ki zdaj teče, laufa, plava, skače, laja, se veseli, me lovi. Ja. Naj te še dolgo lovi. Uživaj, naj bo tvoj dom poln vseh blagoslovov, obilja, vseh vrst. In hvala, ker si delila vse to z nami. Hvala, ker si mi pomagala v tej zgodbi. Z veseljem. Hvala, da si del te zgodbe, Meri. Z veseljem. Hvala tebi za zaupanje. Tudi ti si mi dala, res sem puška, mogoče res... Jaz sem brcala ta zadnjo. Ja. To mi gre očitno zelo dobro. Tako da ja, zaupajte. Ne pa za hec povem, za hec pa za res, ampak sem dobila iz oblaka dol, da bo to eno tako opaska. Nisva se zmenili, kako se bova oblekli, da sva na vzkriž oblečeni. Tako da je tudi vesolje poskrbelo, da predstavljava v tem trenutku Yinki in Yang. In eno celoto. In celoto, in tamle gor imaš na steni, ok, to bomo tako malo pokažemo. Evo ga, Yin Yang. Zakaj sem to omenila? Zato, ker moramo razumeti, da nekaj je vesolje, nekaj je zemlja in ko je to povezano in ko zmoremo tukaj delovati na ta prav način, pač se vse sklene, vse kroži, vse funkcionira, res. Ko že misliš, da si nekje na robu in ne veš, kako boš šel naprej, pa pride ideja nekaj. Ja, zaupati. Zaupajte in pejte in si ustvarite vse tisto, kar rabite. Ker če smo tukaj, smo v bistvu del vesolja. Ja. In če smo del vesolja, smo eno s temi informacijami, ki so okoli nas in jih lahko zaznamo. Zaznajte jih in imejte, kar se da čudovito življenje, naj se vam
vse zgodi takrat, ko se vam mora, oziroma takrat, ko je za vas najbolj pravi čas. Pa zaupajte.